Ja. Mane, poslušaj, jaz ne morem priti. Ker moram biti vsaj že uro pa pol tukaj in mi ne bo znesel. Ja, pizdarija, postet moramo, no. Poslušaj, ne, jaz sem poklical bratranca svojega Žigata. Žigata? Žiga Žnidaršič. On bo prišel isti zgleda, kot jaz, sam prepričajte ga, da se da kravato gor, noben ne bo pomembno, no. Živa, jaz sem Žiga. Živa. Jaz sem Živa za bratranca. Živa, vidim, stari telefonsko še rabiš. Ja, ni treba. Kako, kaj mu je? Živa, veš kaj, brat bilo treba sam novice da... Poznajme panika. Mi mora biti panika, mi da nimajo ovom glico. Ti, a veš da mi smo se ne znamo na nekaj fakultete? Ja, smo, ja. Znam se mi je znali dali, da sem preletel v Vink, tam v Rok, Črnomir, s ponovnim kanadzakim 9 mi prijeta nasprotno mojem pasu 2 ure. Pizno mačo, stavim zleko, kaj je razdeme, bem, jaz sem položil, kar sem mogel in sem odletel z novi, nasprotno smer po en kombi, motor pa na drugo strano graben. Pičko malo zleko, fuck, kaj se to dogaja, kaj sem ni pinovi glavi. A malo pino na tičkaj me. Ne, ja, znali pizno, s to kravato sem cel debilno, ne. A moram res imeti to kravato? Ma fuck off, pizno. No prav, no, če imamo majona se ti telefonsko ti izvignem zdaj, ne, kaj tako reči. Ajde gremo. Pa je, da še manj tle, pizda. Smo, kaj beremo, kaj? Dobro. Dober dan, iz Ljubljanskega studija 136, to so vesti, vesti. Danes se uradno pričenja volilna kampanja. Včeraj pa smo na mestu Slovenske ljudske stranke prejeli pošiljko z 2 zelenima jabolkoma in s poročilom predsednika stranke Bojana Šrota. Ta je zapisal, da bodo imeli izrečene besede v naslednjem polnem mesecu veliko moč, zato nas obdarja z jabolkom, simbolom zdravja, moči, naprednega in dobre volje. Pizda dolga se je ta Šrot kluba. To je. Se diši, so naravno. Niso nič prešpikane s kakšnimi injekcijami, tako da verjetno so hranilno zdrava, neoporečna, gremo v akcijo. Optimistično razpoloženi socialni demokrati so na včerajšnji volilni konferenci potrdili kandidate za državnozborske volitve. Bon Pahor pa je napovedal zmago. Glejte, dragi prijatelji in prijateljice, smo močna, trdno povezana in ambiciozna stranka, ki se zaveda možnosti tega edinstvenega trenutka. Naša sloga, naša vizija, naše sanje so sedaj na zgodovinskem preizkusu. In sreča je na strani pogumnih ljudi. Pizda stanje je dober per, ne me jebat, dober per, ali to imate sponzorje, kaj? Fuck, dober je stari, dober. Ti, poslušaj to je, začne tekmi, Slovenija, Hrvaško, Mariboru, se stepemo z enim Hrvatom, jaz pa 6 mojih prijateljev s Pohorja, 6 Pohorcev, potegnemo ven vsak svojo flašo Laško, Hrvat potegne flaško Union. In predstavljaš, ko smo ga fukali. To smo ga prefukali, stari, da so policaji klicali drugim policaji, pa te gledati, kako ga fukajo. Pe. V Drmovljah mu kandidirala nekdanja novinarka Melita Žepevc, ki skrbi za medijsko kampanjo socialnih demokratov. Jaz mislim, da mi mladi, ki kandidiramo, smo pravi dokaz za to, da se da v politiki stvari spreminjati. Če mi sami ne bi verjeli svojo kandidaturo, da se stvari da spreminjati, potem ne bi šli kandidirati. Vlada je sprejela poročili Ministrstva za notranje zadeve in prometnega ministra glede predora Šentvid. Kot je povedal premier Janez Janša, Radovan Žerjav ostaja minister, niso pa se še odločili glede uprave Dacsa. Iz teh poročil izhaja, da minister za promet ni odgovoren za te zaplete, da je ravnal ne samo pravilno, ampak da se je tudi ustrezno odzval v tem, ko so te razmere nastopile. V primeru dokazane velike strokovne napake na SCT in nadzorna družba ZIL v prihodnjih 2 letih ne bi smela sodelovati na javnih razpisih za izgradnjo predorov. Takole je minister Žerjav odgovoril na Denisovo vprašanje, ali je s tem vlada zabila še zadnji žebelj v krsto SCT-vega Ivana Zidarja. Jaz ne bi to tako
grobo komentiral. Dejstvo je, da je tudi ta SCT nekatere zadeve korektno opravil in tukaj pa pač ni. In zato, ker ni, je pač temu ustrezno potrebno tudi ukrepati in to ravno zdaj delamo. Ne gre mi dobro znali knjigo. Super si Jaz sem malo za motoje voziti, pa za pičke kukar pa penit ne, veš. Daj mi naprej. Društvo za sonaravni razvoj Fokus je političnim strankam izrazilo razočaranje nad premajhno vključenostjo problematike podnebnih sprememb v programe strank. Najslabši program ima po mnenju Fokusa tako Desus, sledijo pa NSI, SNS, MIB, SMS, SLS, LDS, LDS in LDS. Tu želimo biti, ne glede to, da smo politična stranka in se veliko neodgovorno obljublja, zelo odgovorni obljubljani. To pomeni predvsem naslednje, ne, da smo problematiko klimatskih sprememb prvič dali ven iz klasične okoljske teme, da smo jo postavili porabo posebej in da smo jo vzpostavili kot eno izmed temeljnih razvojnih vprašanj. Zvonko Črnač iz SDS pa je povedal, da je zdravo življenjsko okolje temeljna vrednota, ki jo moramo ohraniti tudi v prihodnje. Je pa poudaril potrebo po spremembi nekaterih vedenjskih vzorcev. Recimo ena izmed takih aktivnosti, ki je bila na simbolični ravni izpeljana v preteklem letu, je bila ta razdelitev varčnih žarnic vsem gospodinjstvom. Gre za en majhen prispevek na poti, ko naj bi se vsak posameznik začel zavedati za svojim, da je tudi od njegovega ravnanja odvisno, kako in na kakšen način prispeva k reševanju teh globalnih vprašanj. Na tretje mesto pa so se v razvrstitvi Fokusa uvrstili socialni demokrati Boruta Pahorja. Pogovarjali smo se o sončni energiji, o vetrnih elektrarnah, pogovarjali smo se pogovarjali smo se, to sem povedal takoj na začetku, tudi o naši želji, da se odpre demokratična razprava, široka javna razprava v Sloveniji, zelo kmalu po naslednjih volitvah o gradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. O ekoloških programih strank komentar dneva Lidija Živčič. Danes vstopamo v predvolilno bitko za mandat, v katerem se bomo morali odločiti, ali bomo podnebni sistem našega planeta prepustili propadu, ali pa ga bomo s pravočasnim in učinkovitim ukrepanjem poskušali stabilizirati. Ker se pomembnosti te odločitve zaveda le malo politikov, poskušamo v Fokus društvo s kampanjo Big Ask oziroma Velika zahteva že od maja letos opozarjati na pomen te teme v volilnem času. Včeraj smo predstavniki društva s kolesi obiskali sedeže 9 strank. Opozorili smo jih na pomembnost reševanja podnebnih sprememb ter jim predstavili zahtevo za sprejetje podnebnega zakona, ki bo določil cilje zmanjšanja emisij za Slovenijo. V skladu z znanstvenimi ugotovitvami morajo biti ti cilji vsaj 30% zmanjšanje emisij do leta 2020 ter vsaj 80% zmanjšanje do leta 2050 in sicer z domačimi ukrepi. Zakon mora predpisati tudi vsaj 4% letna zmanjšanja ter strog način za spremljanje izvajanja. Na velikem termometru smo simbolično prikazali, za koliko se utegne dvigniti povprečna globalna temperatura, če bi se Slovenija ravnala po predvolilnih programih posameznih strank. Po pregledu programov strank v Fokusu z razočaranjem ugotavljamo, da večina strank problema podnebnih sprememb ni prepoznala kot enega ključnih razvojnih vprašanj. Vse stranke bi nas popeljale v podnebno katastrofo, saj nobeden od političnih programov ne postavlja ciljev, ki bi bili dovolj ambiciozni za stabilizacijo podnebja. V dosedanjem poteku kampanje Big Ask je več kot 2200 ljudi spraševalo politične stranke, ali delamo dovolj, da bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb, zakaj še nimamo podnebnega zakona in kaj bodo naredile, če bodo izvoljene. Stranke zato pozivamo, da pred volitvami na ta vprašanja odgovarjajo v predvolilnih razpravah. Kot volivci in volivke zahtevamo, da postane podnebje ena od osrednjih tem letošnjih volitev. Strinjamo se, da je pomembno rešiti vprašanje korupcije v Sloveniji, vendar je v tem trenutku bistveno bolj pomembno, kako bomo rešili vprašanje varnosti naših domov, polj in morda celo življenj pred neurji in točo. V
kako bomo rešili vprašanje dostopa do trajnostne energije, naraščajočih cen hrane in dostopa do mobilnosti za vse skupine prebivalstva. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V galeriji Foton se s ciklusom fotografij predstavlja Tomo Brec, umetnik mlajše generacije. Razstavljeni ciklus zaenkrat ne nosi nobenega naziva, ni dokončen in ni zaključen. Skratka, nič od nič. Vsak človek ima neke pritiske življenja, nekaj, kako moraš odgovoriti na to. Jaz pač skušam na ta način odgovoriti. In zakaj mi še posebej ta stil, se mi zdi, ker skušam ga pač izpostaviti kot nek fotografijo, kot medij, kontemplacije in refleksije. Ne to mogoče kot neko konceptualno delo, ampak bolj na ta način. Še vreme, ful se mi fuka Katjo Jevšek. Iz ljubljanskega studia smo 36, to so bile vesti na vesti.